imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobro večer, danes je 17. marec, boduje Sveti Patrik, zavetnik Irske. To je tudi največji irski praznik, pa mislim, da bi moral biti tudi za nas praznik, kajti tudi mi dolgujemo irskim menihom, da so prišli v naše kraje, da so prinesli krščanstvo. Vstopni spev, ki nas vabi k današnji Evharistiji, pravi: k tebi kličem, o Bog, skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo. K tebi kličem. Verjetno vsak od nas ima svoje želje, ima svoje hrepenenja, ima svoje klice v želji, da bi nas Gospod uslišal. Prosimo Gospoda, da bi bil res med nami, tako kot smo slišali v eni od začetnih pesmi, molitev Svetega Patrika, da bi bil Kristus ves čas okrog mene, posebno v teh časih, v teh preizkušnjah. Najprej pa prosimo Gospoda odpuščanja za naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, da bi te irsko ljudstvo spoznalo, si mu poslal svetega škofa Patrika. Daj nam, po njegovih zaslugah in priprošnji, da bomo vsi kristijani s svojim življenjem oznanjali čudovita dela tvoje ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi, ki je iz knjige preroka Danijela. Tiste dni je Azarija, stoje sredi ognja, molil takole: ne zavračaj nas zavedno zaradi svojega imena in ne razdiraj svoje zaveze. Ne odteguj nam svojega usmiljenja zaradi Abrahama, svojega ljubljenca, zaradi Izaka, svojega služabnika, in Izraela, svojega svetega, ki si jim obljubil, da boš namnožil njihov zarod, kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morski obali. Kajti, o Gospod, postali smo manjši od vseh narodov, ponižani smo zdaj po vsej zemlji zaradi naših grehov. V tem času ni kneza, ne preroka, ne voditelja, ne žgavne, ne klavne, ne jedilne daritve, ne kadila, ne kraja, kjer bi tebi darovali prvine in našli milost. Toda s kesanim srcem in ponižnim duhom ne bomo sprejeti, kakor žgavne daritve ovnov in juncev in neštevilnih tolstih jagnjet. Tako naj velja danes pred teboj naša daritev in naj ti bo všeč, da tebi sledimo, kajti ne bomo osramočeni, kateri zaupajo vate. Zdaj hodimo za teboj z vsem srcem, bojimo se te in iščemo tvojega obličja. Ne daj, da ostanemo osramočeni, ampak ravnaj z nami po svoji dobrotljivosti in po obilnosti svojega usmiljenja. Reši nas svojo čudežno močjo in daj čas svojemu imenu, o Gospod. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Gospod, spomni se svojega usmiljenja. Gospod, spomni se svojega usmiljenja. Svoja pota, Gospod, mi pokaži in svojih steza me nauči. Vodi me v svoje resnici ter me uči, saj si ti, Bog, moj rešitelj. Gospod, spomni se svojega usmiljenja. Gospod, spomni se svojega usmiljenja in svojih milosrčnosti, ki so od vekov. Grehov moje mladosti se ne spominjaj, zaradi svoje dobrote me ne pozabi, Gospod. Gospod, spomni se svojega usmiljenja. Dober in pravičen Gospod, zato grešnike uči pravih poti.
vodi ponižne v pravičnosti, uči krotke svojih poti. Gospod, spomni se svojega usmiljenja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: Gospod, če greši zoper mene moj brat, kolikokrat naj mu odpustim? Do 7-krat? Jezus mu pravi: ne rečem ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi hlapci. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki je bil dolžan 10.000 talentov. Ker pa ni imel s čim plačati, je ukazal njegov gospod prodati njega, ženo in otroke in vse, kar je imel, in poplačati. Hlapec pa je padel preden in ga prosil: Gospod, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospod se je tega hlapca usmilil, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ko je pa ta hlapec odšel, je srečal enega svojih sohlapcev, ki mu je bil dolžan 100 denarjev, in ga je zgrabil, trdaril, govoreč: plačaj, kar si dolžan. Njegov sohlapec pa je padel preden in ga prosil: potrpi z menoj in ti povrnem. On pa ni hotel, ampak je šel in ga dal vreči v ječo, dokler bi ne poplačal dolga. Ko so pa njegovi sohlapci videli, kaj se je zgodilo, so se zelo užalostili in so šli ves dogodek praviti svojemu gospodu. Tedaj ga je njegov gospod poklical in mu rekel: hudobni hlapec, ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil torej tudi ti dolžan usmiliti se svojega sohlapca, kakor sem se tudi jaz tebi usmilil? In njegov gospod se je razsrdil in ga izročil mučiteljem, dokler bi ne poplačal vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če iz srca ne odpustite vsak svojemu bratu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako zelo močna spodbuda, močen nauk. Verjetno smo tudi sami velikokrat v tej situaciji. Prosimo Gospoda, da kaj nam naj vse odpusti, sami pa ne znamo odpuščati. Če se le spomnimo molitev Oče naša, kaj vsakič molimo: odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Velikokrat se reče: Bog ne daj, da bi bilo tako. Hvala Bogu, da Bog veliko bolj odpušča, kot mi znamo odpuščati drugim. Tega se zaveda tudi današnji godovnjak, sveti Patrik, zelo zanimiv človek, rojen sicer na britanskem otoku, in naj bi ga 16-letnega naj bi ga ujeli in potem prodali na Irsko, kjer je služil s tem, da je, oziroma bil služen s tem, da je pasel ovce. No, potem mu je le uspelo pobegniti, se vrnil domov, odšel v Galijo, današnjo Francijo, na študij teologije, potem pa se je vrnil na Irsko za škofa. Se najprej ni dobil kakšne dobrodošlice, tako kot beremo, da preroki niso vedno zaželjeni, tudi v Izraelu niso bili, ampak napravil je irsko krščansko deželo. In kot sem omenil v začetku maše, so irski menihi tudi prinesli krščanstvo v naše kraje. Spomnimo se škofa v Salzburgu, svetega Virgila, Irci mu pravijo Frgl, no njega je Hotimir prosil, da mu pošlje menihe v naše kraje, in tako mu je poslal nekaj menihov na čelu z Modestom, ki naj bi bil tudi Irec, in tako smo prijeli krščanstvo. Bog deluje, kot je bilo že velikokrat rečeno, tudi iz težkih stvari, s težkih preizkušenj obrača na dobro. In verjamem, da bo tudi to preizkušnjo, v kateri smo sedaj, v kateri se nahaja Evropa, tudi Bog na nek način obrnil dobro.
Dragi bratje in sestre, po svojem sinu Jezusu Kristusu nam je neskončni Bog razodel svoje brezmejno usmiljenje in pokazal, da nas resnično ljubi. Zaupno ga prosimo: Oče, ti si nas ustvaril in nam podaril svoje dobrine, mi pa iz dneva v dan grešimo proti tvoji ljubezni, hvaležnosti in usmiljenju. Prosimo te, usliši nas. Poslal si svojega sina, besedo resnice in luč življenja, da bi imeli življenje v izobilju, mi pa smo zavračali njegovo besedo in njegovo resnico. Prosimo te, usliši nas. Tvoj sin se je za nas daroval na oltarju križa, mi pa smo spregledali njegovo trpljenje v bolnih, zapuščenih, osamljenih, nepoučenih in zavrženih. Prosimo te, usliši nas. Tvoj sin nam odpušča vse grehe in slabosti, če se iskreno kesamo, mi pa nismo znali odpustiti krivice, pozabiti žalitve in sprejemati slabotne. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za vse, ki so oboleli za ta virus, za vse, ki so prizadeti, tudi za vse, ki pomagajo, zdravnike, medicinske sestre. Prosimo te, usliši nas. Večni Oče, danes se ti iskreno zahvaljujemo za velik dar tvojega usmiljenja. Pomagaj nam, da bi bili vedno usmiljeni in tako dosegli tvoje usmiljenje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Poskrbnosti te vode in vina, ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvala Bogu, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trd in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog sprejme nas ponižne in skesanje, naj bi bila danes naša delitev. Izmi Gospod mojo krivdo in očisti me grehu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, ta zveličavna daritev naj nas očisti grehov in nas znova spravi s teboj. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. S svojim viernem določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca, se osvobodili samoljubja in si sredi skrbi za miljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postane telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročen, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
ko je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Reši nas od rešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebo hoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravu. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s priblaženo devico, Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli, slavnimi mučenci, svetim Patrikom, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem veli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj zmolimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne gleda na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na Gospodovo gostijo.
Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču, kdo bo počival na tvoji sveti gori, kdo živi brez greha in dela pravično. Molimo. Nebeški Oče, sveta udeležba pri tvoji skrivnosti naj nas poživi, nam podeli spravo in zagotovi tvoje varstvo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako glavni simbol Irske, tisti, ki ste že bili kdaj na Irskem, veste, da je triperesna deteljica. Sveti Patrik naj bi s triperesno deteljico hodil okrog, poznanje v Evangeliji in predvsem pa pokazal z njo simbol Svete Trojice. Trije listi na enem peclju. Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Združeni, povezani v eno. Pa da bi tudi mi bili znali biti povezani v eno, da bi znali biti usmiljeni drug z drugim, da bi znali odpuščati drug z drugim, da bi znali sodelovati drug z drugim. Posebno v teh dneh se mi zdi, da je naša solidarnost, naša povezanost na preizkušnji. Na konec pa bi rad vam še prebral nekaj iz zapiskov svetega Patrika, iz njegove hvaležnosti. Vedno je znal biti zelo hvaležen Bogu za vse to, kar je prejel. In v enem od svojih spominov, besedil pravi takole: Neprenehoma bom pel hvalo svojemu Bogu, ki me je v času skušnjav ohranil vernega. Danes lahko svojo dušo kot živo daritev ponosno ponudim Kristusu, svojemu Gospodu, ki me je obvaroval pred vsako zablodo, in rečem, kdo sem, Gospod, in kaj je moje poslanstvo, da si v svoji božanski milosti toliko storil zame. Neprestano bom poveličeval in hvalil tvoje ime med ljudmi, kjerkoli bom, in ne bom prenehal ne v obilju, ne v pomanjkanju. Naj se mi zgodi karkoli, dobro ali slabo, oboje moram sprejeti enako ponižno. Tako bi znali tudi mi sprejemati in biti hvaležni. Jaz vam želim lep večer in naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.